mestnem kinu Domžale. Danes na prav posebni projekciji filma, dokumentarnega filma Novi sošolci. Film govori točno o tem, kar omenja naslov, o novih sošolcih, ampak tokrat sošolcih iz Kosova, ki se učijo jezika, ki pridajo v novo okolje, v novo kulturo. Idejo filma in pa režijo pa je prevzel Toni Cahunek. Jaz verjamem, da je zelo znan obraz, ki ga vidite po televiziji ali pa na liftu na kakšnem pogovoru, ampak hoče pa ne veste, da je posnel cel kup dokumentarnih filmov. Več kot je prstov na 2 rokah, ne? Mečka več, ne? Ampak to ni mogoče samo nekaj uvodnih besed v film, ki ga predstavljamo nocoj. Hvala Jure za čudovit uvod in hvala vsem, ki ste se danes odzvali in prišli na to projekcijo. Za nas je res nekaj posebnega, ker po mesecu in pol, v bistvu po turneji lokalnih premier zaključujemo to obdobje, tako da je to za nas 22. projekcija v tem času in tudi 17. kraj. Moram pa reči, da smo se zelo veselili, namreč dobili smo kar nekaj pobud strani različnih organizacij in šol v Domžalah, da bi si radi ogledali film tudi v vašem mestu. Tako da smo zelo veseli, da se je dejansko ta priložnost poklopila ob zadnji premieri. Danes bomo tudi ustvarjalci prisotni in gledali film z vami, nekako želimo to atmosfero in izkušnjo doživeti skupaj. Verjamem pa, da boste tudi prisotni na pogovoru po filmu, ki sledi, namreč priključili se nam bodo tudi vsi 4 glavni protagonisti. Torej, Floralba je že tukaj, Sojla je že tukaj, Masar in Ledri še prideta, priključila se nam bo tudi Leja, moja sestra, ki je bila v bistvu soscenaristka filma in nekako glavni motiv. Tako da verjamem, da bo zanimiva debata in pa že zdaj vabim, da ostanete na vaših sedežih, prisluhnete pogovoru ali pa še bolje zastavite kakšno vprašanje. Mislim, da je to vse povedal. Uživajte v filmu. Najlepša hvala za tale res zelo dolg aplavz. Pozdravljam, se pravi, Tonija Cahuneka ste že spoznali pred projekcijo, Leja Cahunek čisto na unem kraju, scenaristka tudi in pa protagonistka v filmu in pa potem naši 4 zelo prisrčni in zelo fini protagonisti, se pravi Floralba, Sojela, Masar in Ledri. Ideja je, da publiki dovolimo čim več vprašanj in čim več vtisov. Tako da kar pogumno dvignite roko, prekinite nas, povejte. Eno vprašanje že skoraj imamo tamle, ampak prvega si pa vedno jaz vzamem. In sicer, poprosti, Toni in Leja, vem, da sta masterminda filma, ampak jaz bi najprej vprašal nekaj naše 4 mlade protagoniste. Pa boš kar Ledriju dal mikrofon. Dobrodošli v Domžalah. Hvala, da ste prišli. Si vzeli čas, dragoceni čas učenja od koncu šolskega leta. Tako da vas bomo hitro poslali nazaj za knjige. Ampak zaenkrat bi vas prosil samo, ko ste snemali film, ste bili precej mlajši. Imeli ste tudi zelo drugačne frizure, tako bolj naren, Masarjevo malo več, ne. Punce so tam, malo lepšo rejene, ampak kje ste zdaj? Kaj je drugače od takrat, ko ste s Tonijem snemali film? Nogomet še igraš? Ja. Ja, še igram. Ampak malo starejši. Zdaj že pomagaš mlajšim vrednosti, ne? Ne več. Ne več. Ne več. V redu.
Za srednjo šolo si se že odločil, Ja. na koncu razlagaš... Ja, da, gradbeno osnovno šolo. Gradbeno. V redu. Ok, bravo. Se pravi, si se uprl v očetu. Nič mehanika. V redu. Dobro. V redu. Mazar, povej, ti imaš tudi drugačno frizuro, ampak kaj pri tebi drugače? Jaz vsako mesec zamenjam frizure. Vsak mesec zamenjam frizuro, v redu. Vsako mesec sem drugače. A na kile sem enako. Rada, ja, prosim. Ti si v osnovni šoli, si že v srednji šoli verjetno? Ja, jaz sem v srednji šoli, nisem več na zdravstveni, ampak sem se prepisala na ekonomsko. Tako da vse je po starem, sem pač šolo sem spremenila. Evo, odlično. Sujela, ti se pa tudi odločaš, ne? Na katero šolo iti? Ja, jaz sem se že odločila, ampak sem še kar isto na isti šoli, kot Mazar na Kilah. Ampak, ja, jaz sem se tudi odločila, ampak hodila sem iti najbolj na zdravstveno, pa sem hodila iti v gimnazijo, zdaj grem pa na ekonomsko. No, evo, Sujela, lahko tebe samo še zadržim čisto en trenutek. Ti si malo filma gledala, ne? Ja. Ko se gledaš takole na projekcijah, pa si rečeš, kakšna sem bila pa takrat, kaj je največja razlika od takrat, ko se snemali, pa do zdaj? Ljudje bi rekli videz, jaz pa rečem karakter, zato ker sem tako v možganih, kako ne bi rekla, čist drugačno mišljenje imam na svet, kot sem bila takrat sem bila tudi še kar manjša, pa sem gledala na svet malo bolj veselo, zdaj bom izgledala to, tako malo, svet, to je to, nekaj šola. Ja, že malo bolj odgovorno in malo bolj odraslo, ne? Ja, pač več obveznosti imaš. V redu. Zdaj bi pa prosil, da date mikrofon čist samle Toniju. A imate že kakšno vprašanje v publiki? Pa kakšen vtis mogoče? Na balkon mogoče? Ne? Nihče. Se bomo ukrepili, brez skrbi. Jaz bi samo vprašal za začetek, se pravi, ideja za film, kje si dobil, verjetno tudi zaradi dejne pomoči, ki te verjetno malo usmerila k tematiki, ampak kako si pristopil? Tematika je obširna, ni ravno najlažja, je komplicirana tematika, tako iz njihovega vidika, tako z vidika šolnikov, kot z vidika v resnici tudi sistema, ne? Dotakneš se v resnici vsega, pa boš povedal, da si s filmom kaj bližje rešitvi. Jaz mislim, da niti ne, ampak moram priznati, da dokumentaristi si nikakor, si v bistvu niti tega ne želimo tako. Nam je predvsem namen predstaviti različne poglede, predstaviti čim več informacij in potem pustiti strokovnjakom, ki se s tem ukvarjate vsakodnevno, da so pač rešitve mogoče lažje, da se lažje najdejo in se mi zdi, da je bil to predvsem namen. Predstaviti različna stališča, hkrati pa predvsem dati glas otrokom. Ves čas govorimo z različnimi učitelji, ravnatelji, predstavniki mladinskih centrov, centrov za socialno delo, ampak kaj pa otroci mislijo, kakšna je bila njihova izkušnja te integracije, to me zanima in moram reči, da sem imel to srečo, da pač se jaz to tematiko ukvarja že dobro desetletje oziroma vso poklicno pot, tako da nekako je bila ta tematika prisotna v družini in hkrati v mojem mestu. Če je bilo pred recimo 8 leti, ko smo začeli pisati scenarij, to dokaj specifična tematika Kranja se je vmes precej spremenila in je v marsikaterem mestu ratala tudi aktualna tematika. Kako ste poiskali protagoniste? Tukaj verjetno tudi Lea imela malo prste vmes, ampak kako ste zbirali, kako so izstopili, zakaj ravno štiri? Bom jaz vmes predal mikrofon na tisto stran in na hitro razložil za vsakega, pa bo Lea dodala. Pri Ledriju in pri Mazarju smo iskali dva fanta, ki bi jo nekako vključili z njuno izkušnjo. Zanimalo nas je, kako se v bistvu otroci, ki nekako pristanejo na osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami, soočajo s svojimi izzivi in tukaj sta bila Ledri in Mazar čudovita, Mazar s svojo simpatičnostjo, Ledri kot eden izmed tistih fantov, ki je preostale fante učil nogomet z nekim zgledom. Iskali smo seveda tudi dve punci in tukaj smo imeli zelo ogromno srečo, da smo našli Floralbo čisto naključno na enem izmed snemanj na Kosovu oziroma prvi snemalni dan na Kosovu
je bila Floramba tam prisotna kot prevajalka, ampak ko smo videli, kako ona dojema svojo nekdanjo osnovno šolo, smo se osredotočili in kamero preusmerili na njo. Tako da hitro smo dobili tudi dovoljenje stremljene mame, kar je bila pa velika prednost, ker jo je Leja učila slovenski jezik. In pri Sojili je bilo zelo podobno vrsto let je hodila v Škrlovc, tako da je bila v bistvu Leja tista, ki je nekako stkala vezi. Moramo vedeti, da najna prva audicija je vključevala 14 otrok in tiste, ki sva jih izbrala, sva čez nekaj dni ugotovila, da nobeden od njih ali ne želi nastopati ali pa jim starši ne dovolijo. Tako da smo se mogli nekako drugače te stvari lotiti. Leja, še kaj dodala? Ja, samo to, da smo Sojilo tudi zbrala, pa da je bila edina, ki je pol oče rekel, da lahko snimamo. Sva držala pol pesti, ok, vsi so rekli, da ne, ker pač mi so zaupali nama, kaj se sploh gresta, kljub temu, da sva nekako razložila. Od Svele oče je pa pač bil tisti, ki je tudi podpisal, pa rekel, ja, Smela pa lahko nastopa. V bistvu se je iskala 4 čim bolj različne otroke, želela so si otroke, ki so rojeni v Sloveniji, otroke, ki so prišli kasneje, tako da mislim, da je spektar res bil iz različnih vidikov, no pač pokaže njihovo izkušnjo. Kakšno vprašanje skupaj? Jaz imam tukaj eno pomoč. Namreč iz Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik, oni so super strokovnjaki za učenje slovenščine za tujce, so nam dali 5 žepnih slovenščin, in sicer albanskih žepnih slovenščin. Se pravi, če ste albansko, govorite albansko in se hočete učiti slovenščine, je to prvi korak. Tako da, evo, imamo 5 knjižic in prvih 5, ki bo povedali svoj vtis ali pa mogoče bi vprašali, dobijo to knjižico. Super zanimivo je, lahko je tudi obratno uporabno, ne? Se pravi, da kot Slovenci spoznavate malo albanščino, tako da je mogoče ena spodbuda, tako da aj že kdo se v pogumu za to nagrado. Evo, kar povedali smo. Mene pa zanima za protagoniste, kako vas vrstniki zdaj gledajo, ste postali že zvezde, delite autograme. Aha. Sara, boš ti povedal, da se gospod na avtobusni postaji to? Ja, Floramba lahko pove danes, pa bo še Masar potem, mislim, da ima. Ok, v bistvu pri meni, na začetku, ko smo snimali film, so bili vsi tako, kot to ne ve, s to ne bi se to zgodili, ker oni prišli snemati. Mi smo imeli takrat pouk zgodovine in jaz takrat pač sem probala imeti čim bolj normalen pouk, da ne bi preveč izstopala, ker nimam tega prav rada, ampak potem ena moja sošolka, ona pride do mene in reče, zakaj sem tebe snimala, kaj pa mene, jaz sem Slovenka. In ona reče tam, jaz sem Slovenka, tako predvsem, jaz tako, pa sem se res poslovo počutila, tako, pa mi bo žal nekaj, pa sem rekla, boš ti drugič, nekako me je probala potolažiti in pač govorila, da bodo še prišli in da lahko še ti si v filmu, pa to ni tam malo prevzeti zdaj, pa rekel, da bomo se Sojila dan snemali. Pa ja, ampak zdaj pa so, večina še ni pogledala, eni so pogledali film, ampak večina so pač veseli, pa da je rad. Eno vprašanje. Mene pa zanima, avtorja filma, kako sta vidva sodelovala v tem procesu? Brat pa sestra, če se vmotim? Koliko je bilo tega iz otroštva še rivalstva, kdo je bil bolj močen, ideja? Čigava ideja je prevladala? Režiser ima tukaj privilegij, da na koncu on podpiše, ampak je pa res, da so se mislim, da tudi zelo dopolnjevala v tem, da meni manjkajo Lejina znanja, to je seveda strokovno podkovano področje, na katerem sam nisem imel pogleda, tako da sem nekako jo poskušal čim bolj poslušati v vseh tistih stvarih, ki so se meni zdele nezanimive. Jaz sem 100-krat rekel, tega ne bom ben gledal. Jaz sem tudi za film, za tematiko najprej rekel, le, to čez 5 let ne bo več tema in tudi če bo najprej zanimala zelo ozek krog ljudi. Tako da se je potem to s časom razširilo in moram reči, da sem probal čim bolj poslušati in se zavedati, da so določene stvari, ki mogoče meni niso zanimive iz nekega filmskega stališča, ampak so zelo pomembne za to debato. Tako da mislim, da so se tukaj dopolnjevali jaz s filmskim pogledom in Leja s svojim strokovnim doprinosom. Leja, sem bil to samo? Sam da vem, no. Ja, včasih je bilo tako, da sem si jaz nekaj zadala, da to bo v filmu, pa pogledam, pa je bilo brez tega, sem nekaj čakaj malo. Jaz od tega ne odstopam, to ni šans, to vam jaz zapisam, tako da
kakšne take stvari so bile, pa spomnim se, da si rekel, da to več ne bo aktualno, pa se slotil zdravnikov brez meja. Jaz sem tako besna, sem rekel, čakaj, to je tema, ki je zdaj res aktualna, kako se lahko lotaš najprej nekaj česa drugega, tako da nekaj časa sem ga prepričevala v to, pa spomnim se, da si rekel, da to več ne bo aktualno. Zdaj res, od leta 2018 res ta velik poskok pač priseljencev z Kosova, tako da mislim, da je v pravem trenutku film ogledal nekako platno. No, vi ste začeli snemati, kdaj se pravi, kdaj ste začeli snemati? Kdaj je bilo 2018. 2018. 2018 pa je bila pa korona, pa so pa prav skoraj pozabili, tudi smo Sojela poklicali po 2 letih, je rekla, to še obstaja, pa še snemati. Tako da 2022 je bil prvi snemalni dan. Tako da mislili smo, da bomo v enem letu zaključili, pa se je pa proces kar zavlekel, pa smo šli prvič na Kosovo skupaj, pa se je šel ti še 2-krat sam, ko se nam je zdelo, da je še veliko enih zgodb, ki bi jih na Kosovo veljali posnet, sploh te razredi, pa očitno v razredih pa tako da mislim, da ta del iz Kosova je bil nujen. No, kljub temu, da smo imeli tudi tukaj precej so bila na različnih bregovih, kaj to ni rekel, pa zakaj, se to vejo slovenski učitelji, ja, sam pač slovenski učitelji pač niso bili na Kosovo, ne vejo, kako je, ne vejo, kakšne razlike so v bistvu v šolskem sistemu. In je fajn poznati to kulturno ozadje, ker si potem lažje nekako začrtamo tudi pomoč. Hvala. Ima še kakšno vprašanje? Ja, mi se spet rabila, Bom rekla, jaz sem prihajam iz Centra za socialno delo, sem vesela, da sem imela predstavitev tega filma. V filmu je bilo pač predstavljena tematika, ki opažamo tudi v našem delu, v našem okolju. Tako da sem vesela, da so se otroci odločili za ta prostovoljno delo, da je bilo tudi predstavljeno, pa me zanima, glede na to, da odraščajo, pa da so predstavljeni v srednje šole, če bi kdo od njih želel postati kulturni mediator, kolikor bi bil to poklic v Sloveniji. Ja, bi bil kdo od vas medkulturni mediator? Se ste videli v bistvu v filmu, kaj Mira počne. Tisto, kar Mira počne, recimo sploh tukaj zdaj mogoče Sojela, ti, ki si imela že tutorstvo na šoli, kako gledaš na to vlogo? Ja, v bistvu v življenju bi rekla, da je prvi cilj, da pomagaš drugim, tako da ta kulturni mediator ne bi bil slabo, ampak jaz tudi gledam nekako, ne vem zakaj, ampak nam imajo tudi veliko vpliv starši in moj oče hoče, da obstane nekaj čisto tega, naprimer kot kakšna vodja ali pa pač nekaj, ki bi on bil zagotovljen, da ne bi ostala nekoč brez denarja. Jaz ga čisto razumem in pač vem, da mi hoče najbolje, ampak ja, to ne bi bila slaba ideja. Pač zdaj malo tudi raziskujem naprej na ekonomsko, pa bom pa videla, kjer smer mišla. Samo razdeljati nimaš denar. Florada? Ja, jaz bi z veseljem postavila to, ker pač meni je ful lepo, ful dobro mi je pomagati drugim, še posebej takim, ki vem, v kakšni situaciji so, vem, kako se počutijo, ker nekoč sem bila jaz v njihovi koži in bi jim rada čim več pomagala. In mislim, da sem se parkrat znajdla v tej vlogi, ker sem prevajala v šoli, pri zdravniku, v občini, v upravni enoti. In mislim, da sem tako, potem, ko sem končala s prevajanjem, sem se ful ponosno počutila na se, ker sem pač neko dobro delo naredila, ker sem nekomu pomagala za to, a ne. In mislim, da to je tako ful lepo. Zdaj, mi imamo pa iz Centra za socialno delo so mi takoj predlagali, da bomo tudi v Domžalah eno prostovoljko, Vesna Beriša. Vesna, bi se nam pridružila, prosim, kar tule. Da razložim ozadje. Vesna dela za skupino albanskih žena. Vesna, zato je ena knjižica takoj za vas. Upam, da pride prav v kakršnikoli situaciji. Se pravi, nekaj je delati z mladimi. Se pravi, ko mladi pridejo v šolo,
absolutna prednost je, če so Slovani, recimo, se lažje naučijo slovenščine, veliko hitreje. Mene takoj, ko ste govorili, kdaj se začeli snemati, pol seveda vojna v Ukrajini prišla v misel, pa ukrajinski begunci, pred njimi že ruski v resnici, ampak oni se saj po tem, kar jaz poznam, veliko lažje naučijo, ker je to pač slovanski jezik, ki ga razumejo. Veliko težje pa za odrasle, ki vse vemo, če se mi zdaj začnemo učiti enega tujega jezika, bo to veliko težje, kot če bi se ga začeli v osnovni šoli. Kako je z vašimi uspehi? Ene par jih imamo tukaj, dve, tri, tamle sta. Zelo so pridne, zelo sodelujejo, pač niso mogli se z otroki danes. Tako da pripravljamo, učimo se, ustvarjamo, pišemo prošnje, ne vem, vsaka nekaj stvar, zakaj je, ne vem, dobra, naprimer, ena rada kuha, ena rada peče, ena rada pospravlja in pol najdem, ko bi rekla, kar neke motivacije, da jih v to peljem in pač se pa tudi tako učimo, plus še slovenščino zraven, kot jezik, da jih upeljamo mač v to civilizacijo in da bi se znajdli. Kako pa vam uspeva? Predvsem slovenščino me zanima. Vem, težko se je naučiti slovenščino, tako kot vsakega tujega jezika. Ampak recimo, kaj bi vam prišlo prav, recimo, predvsem to? Mogoče kakšna pomoč od kakšne večje nove ali pa kaj takega, kakšen malo večji prostor ali pa kar bi lahko več ljudi bilo, da bi pomagali. Potem pa, kaj s tem? Drugač pa, ti si čim bolj sproščen z njimi, se probaš čisto vklopiti v njihovo družbo, prilagajati se njim, in te ful lepo sprejemajo, sploh če da pač govoriš tudi njihov jezik, in se ti odprejo, se pogovarjajo s teboj in so čisto preprosti. Ne, da jih ti neki, ne vem, ko bi rekel, eno rodino, pa da jih moraš, morate prijeti, morate neki silk, ker oni imajo svoje obveznosti, in raje vidim, da je pač tako pripravljam, da ko imajo čas, ko lahko, da se dobimo in takrat speljamo tako, kaj je treba, zadevo. Kaj pa možje? A možje recimo, možje so poslušali, tako naprej, verjamem, da zelo zasedeni, a oni v službi govorijo slovensko, recimo, je tudi to problem, da se bolj po družinah mogoče slovenščine ti ne uporablja in v resnici bi bojo po mojem otroci prinesli, slejko prej, iz šoli in vrtcev. Točno tako. Možovi ponavadi delajo v teh firmah, ki delajo tudi vsi Albanci, ali pa če že delajo v slovenskih firmah, pač so Bosanci, Albanci, mešane narodnosti in med seboj pol govorijo tako mešano. Doma seveda, kot materni jezik, govorijo slovensko, ne slovensko-albansko, in ženske pa pač, ker ne delajo, govorijo tudi albanščini, Zdaj, tiste, ki delajo, ki grejo, ne vem, kakšne kot čistilke ali šole delati ali karkoli, se pač prilagajajo malo in slišijo kakšno besedo in tako. Otroci pa res, otroci pa v vrtcih, šolah slišijo, se naučijo in ko pridejo domov, če je več otrok, naprimer, če sta brata, sestri in tako naprej, se tudi med sabo pogovarjajo slovensko, in pa starši slišijo, in pol kakšno besedo ujamejo. Je pa res težko, tudi za mamice, naprimer, ki bi hoteli pomagati otrokom v šoli, za učenje ali karkoli, in je težko, ker ne razumejo sami. In jaz velikrat rečem, pogledajte kakšno televizijo, pogledajte kakšno risanko, kakšno knjigo vzemite, pa čisto malo, kakšne slikance, malo berite, pa vam bojo šle besede v oko, da boste malo bolj razumeli. Ko sem jaz malo raziskoval, ker prvič to ni prišel z idejo, da bi imeli film tukaj, smo seveda rekli, absolutno moramo imeti pogovor, to je nujno in sem začel raziskovati
in malo spraševati po Domžalah. Najprej vprašaš seveda občino, ne? Pa rečeš, koliko je tujcev v šolah, koliko je tujih otrok v šolah, tako noben več ne ve. Na upravni noti so bili tudi malo tako, neč ne vejo. Center za socialno delo so napotili k vam seveda, ne? Ampak nišče pa prav zares ne ve. Se pa vidim, da to mi je zelo fajn statistike tudi. Pa vse tako, da nekaj te statistike so, ampak vprašal bi, koliko je velika ta skupnost, se pravi, kosovska skupnost v Domžalah, in recimo, kakšna je dinamika te skupnosti? Zdaj, jaz osebno prihajam iz Kamnika, pač v Kamniku jih imamo kar veliko, ne? Tudi tam pomagam tako kakšnim družinam, pa v zdravstvu, na občinah za te stvari. Tle v Domžalah jih imam trenutno zdaj tam od 5 do 6, kakorkoli skupino teh žensk, pa vsakič je več in mislim, da bo tudi, ne, tudi vsako leto, če bojo novi prihajali, kakorkoli, a ne, da bi to bilo kar aktualno. Super, glavno, nadaljujte svoje delo. Ja, jaz ga obžujem in meni je lepo, tako pomaga tudi dem. Tudi moj oče je bil zapresežen sloven tolmač in je prevajal in žal tako je ne, in je res rad to počel. Tako da, jaz mislim, da se gospa Vesna in naprosto. Hvala. Zdaj pa spet čas, da si priborite kakšno knjižico. Še 2 sta ostali. Eko, kar povede. Jaz bi najprej pohvalila vse protagoniste, ki ste super v filmu in super v besede. Mislim, da gre lahko iz tega. Jaz bi priporočila mislim, da pokažete to zanimanje za naš jezik, za našo kulturo, za našo zgodovino, da ne mečete vse Albance v isti koš. Ker jaz sem Albanka in dobro vem, kakšni so Albanci. In ne nas dati vse v isti koš, ker so družine, so ženske, so moški, ki se trudijo, ki hodijo na tečaje, delajo in vse to, da bi se navadili na ta življenjski slog tukaj. Imamo pa tudi tiste, ki jih to ne zanima in se pač zapirajo vase in to je to. Ampak pač nismo isti. In mene je ful to motil, da so mene metali v isti koš kot druge. Jaz sem se učila slovensko, hodila sem v šolo in vse to, nisem lahko kot drugi. In mene so spravili v isti koš in jaz sem se izvlekla ven iz tega koša in sem vsem dokazala, da pač nisem kakor ostali. Jaz bi pa samo rekla to, kot je ena gospa učiteljica povedala tudi nekako podobno kot bom zdaj jaz v filmu, ko prej otrok, ni važno sploh iz kje je, zato ker to že pokaže pri tem, ko sem jaz majhna v vrtcu, jaz sem hodila že v vrtcu že od prvih, drugih let mojega življenja in v bistvu, ko sem bila prvi razred in do 6. so se z eno prijateljico, ki jo vam še kar, so se ful družile in ona do 6. razreda sploh ni vedela, iz kje sem. In to je meni pokazalo, da sploh ni važen, iz kje si, važen je pač kako se z drugimi razumeš in kako te bodo sprejeli. In če ti dobiš enega učenca, naprimer, jaz če bi bila učiteljica, jaz bi tako naredila, čeprav jaz nisem doživela, kako so oni doživeli te stvari, jaz sem imela malo lajš, čisto malo lajš, zato ker sem že od malih nog nekako vedela, o čem se gre. Vedela sem, kaj govorijo me, ali pa če zgovorijo sploh me in nekako mi je bilo lažje. Njim je bilo pa težje, zato ker oni niso vedeli, a zdaj oni govorijo o njih, ali kaj se pogovarjajo, v čem se gre, kaj imamo zdaj za nalogo in verjamem, da je mi bilo ful težje.
Ampak jaz bi samo rekla pač učiteljem ali pa nekom višjim, pač, da sem otroke, učence, ki pridejo, naj gledajo pač kot njihove otroke. Kot je Flora rekla, da pokaže tisto zanimanje do otroka, kot ne da ki to naredi. Ona se prav dobro razume z otroci, ampak tako, da pokaže tisto zanimanje in pa, ko otrok zazna, da tebe zanima pač stvari, da te zanima o njem, da te zanima, da se ona, pač učiteljica hoče navezati s tem otrokom, pa se bo otrok odprl. In pač, pa mu bo tudi njemu lažje, pa tudi učiteljem sploh komunicirati z njimi. In jaz verjamem, da če bi pač otroci ni važno, ki pridejo, če bi razumeli slovensko ali pa pač vedeli, o čem se gre, sem sigurna, da večina teh učencev, ki grejo na te lažje šole, lažje, da ne bi tam. Mogoče? Na koncu vse smo vse ljudje. Koncu vse smo ljudje. Zdaj, imamo sicer tudi par učiteljev, zdaj v publiki, pa mogoče to vprašanje, na kjer ga mogoče lahko eno refleksijo podati, ampak Leja, mogoče boš tudi ti najbolj tukaj, recimo, kompetentna za odgovor, ampak a se šole pravilno lotevajo tujcev mislim, itak posod je ful prostora za izboljšave, pa vsega bi bilo več sredstev, učiteljev, prostora, vsega, ampak kaj lahko v trenutnem položaju naredimo, da bo boljš v nekem tujem okolju, kam ne pridejo, recimo, ali s Kosovo, ali z Ukrajino, kam s kjerkoli, da bi se naučili jezika, da bi, recimo, zaobjeli to neko novo kulturo, v katero so prišli. Ja, tako kot je Floralba nakazala, tako kot ne velja vseh Albancev metati v isti koš, tako ne velja tudi vseh učiteljev metati v isti koš, tako ne velja tudi vseh ravnateljev metati v isti koš. Tle so šole res zelo, zelo avtonomne pri tem delu. Dobiš tiste ure strani ministrstva, zdaj pa kako ti ure za slovenščino izvajajo, pa vsi vemo, da učitelji smo pa 2 meseca doma, pa da pač moramo napolniti 3. steber ure. In tle je veliko manevrskega prostora še, ko ostaja recimo za delo s priseljenci. Ne vem, meni ne zmanjka teh ur, no, jaz pač res poskušam čim več delati s priseljenci. Moram reči, da v veliki večini imam podporo sodelavcev, imam podporo vodstva, da pač tudi ravnatelj lansko leto, vse, kar sem si zadala, sva z Miro tudi izpeljala, res pa, da sem mi dala pomoč kulturnega mediatorja. In karkoli se mi je zvečer, preden sem oči zaprla, posvetil, sem rekla, ok, tole še Miri napišem, ali pa jutri pokličem, pa vem, da bo realiziran. Videla sem imela mesečne sestanke za mamice, kjer so jim kazale, na kakšen način otroka učiti brati. Te mamice je zanimalo, kako otroka učiti brati, ampak one so otroka učili recimo črtovati. A, B, C, pa smo jim pa rekli, vleči morate, tako je lažje, ali pa ne jim račune, na kakšen način računa. In te mamice so potem otroku, tiste, ki so bile željne, da otroku pokažejo, so seveda lažje pristopile. V letošnjem letu sem se recimo lotila tečaja za mamice, pričakovala sem, da bo naval, da svoje mamice kar navalile na vrata, pa pač niso. Udeležila se je samo ena gospa, enostavno je bilo v letošnjem letu tak velik porast upisan na ljudske univerze, in so se mamice vključevale tja, ker je bilo tudi pač vsakodnevno možnost vključevanja na slovenski jezik. Tako da možnosti za delo s priseljenci je zelo veliko. Jaz vsak otrok pride, rečem, na računalniku, na Facebooku mi pokaž tvoja šola, zelo veliki idej tam dobiš, kakšne praznike so oni praznovali, kako, na kakšen način je ta šola funkcionirala, kje je ta šola sploh bila, kako je otrok hodil do šole. Že te stvari so precej različne in te stvari pa z otrokom navežeš nek stik, pokažeš mu zanimanje. Tudi če na začetku sam rečeš, ne vem, vse mu napišeš lahko na Google Translate, pokaž mi svojo šolo, da ti pokaže, pa vidi, se mene pa učiteljco pa jaz zanimam. In dokler imaš tega otroka, ko vsak dan mu daješ neke liste, pa ne vem, ga spodbujaš k učenju, to je ena stvar. Druga stvar je pa, da mu pomagaš, da se vključi v razred. Trudimo se čim več delati na tej socialni povezanosti z razredom. Tako je rekla Floralba, otrok pride in želi si imeti prijatelje. In če teh prijateljev nima, ki ga po konc držijo, je pač konc. Otrok, ki je prvič, ki pride, pa je povabljen na rojsten dan, to je njemu zmaga.
Že našim otrokom je zmaga, ki jih en povab na rojsten dan, pa si srečen, ko priješ v vrtec, pa vidiš listek, lej, ki so ga povabili. Tem otrokom, ki pa pridejo, pa ga najprej vsi čuden gledajo, je pa to res velik pomen. Ampak, ko so te povabili, ko sem razlagala, ko so te povabili ven, takrat se ona počutila vredno. In ne pozabiti na to, da pač jezik je ena stvar, pa pomoč pri tem vključevanju pa druga stvar. Tako da mamice, jaz se zdaj v raziskavi za dizertacijo ukvarjam ravno s tem, koliko lahko mamice sploh pomagajo. Večinoma mamice svoje znanje ocenjujejo kot zelo slabo, ne govorijo slovensko. Večinoma so to mamice z osnovnošolsko izobrazbo ali nekončano osnovno šolo, 50% jih je takih. In tukaj se moramo malo zarotirati, pogledati, na kakšen način jim pristopati, da bojo razumeli. To so mamice, ko otroku ne morejo pomagati pri šoli. In tukaj velik del odnesemo šole, velik del odnesejo centri za socialno delo, dnevni centri in podobno. Tako da jaz mislim, da gremo v pravo smer. Še ena knjižica nam je ostala in še ena priložnost tekla, gospa. Čakaj, dal mikrofon, ste bolj spredaj. Ne bom ravna. Tudi sem mediatorka prihajam iz Slovenskih komisij in jaz bi se popolnoma strinjala z gospo, kar se tiče sistema, šolskega sistema. Je pa treba tudi po eni strani razumeti stisko učiteljev. Tudi njim ni lahko. Jaz imam dnevno izkušnje s tem, od zavoda, od sociale, od šola, zdravstvenega doma. Vsaka oseba čuti stisko. Tako čutijo stisko, recimo albanski otroci ali pa družine, ki prihajajo, isto čutijo stisko, ampak sodelovanje med sabo je pa tista pika na i, ki mogoče tudi da en zagon naprej, eno pomoč. Jaz bom rekla, Slovenske Konjice se bom pohvalila s tem, sem lahko ponosna, smo zelo pridni pri tem, zelo sodelujemo, je pa res odvisno tudi od sodelovanja od inštitucij, ker pa Konjice so zelo znani potem od šole, od vrtca, od zdravstvenega doma, skratka vse ustanove. Še enkrat pomaga, sodelovanje je tista, ki mogoče pomaga oboje stransko, da lahko dosežemo tista, kar si želimo mogoče vsak človek, vsaka družina ali pa vsaka ustanova. Še eno vprašanje bo? Jaz bi pa samo vprašala, ko ste se začeli učiti slovenščino, katera beseda vam je bila najbolj zabavna ali pa vam je bila najbolj všeč? To je dobro. Masar? Kjera beseda ti je Čam nekaj Jaz se spomnim besede, s kiro imajo res države, to je slaščičarna. Ustanova v mestu, to veliko ima šejev, čejev in že napisati, to iz albanske abecede je težko, tako da, kaj jim povem, slaščičarna, pa rečem, ponovite za mano, je tako kaotično. A še kakšne besede? Zika. Konglomerat. Enkrat pravec je rekel, nek smo omenjali to pri geografiji, sploh nekaj je bilo, in moj mama reče konglomerat. In jaz sem mislil, kaj je to konglomerat? In pa se rada trikrat ponovil, dokaj si nisem zapomnila, ampak ko bi bila še. A mi ti kažete? Jaz nimam nobene besede, ker pač jaz sem toliko cajta izgovarjala, dokler se nisem dala to spomin in to je to. Pol vedno, ker je prišlo do te besede, sem pač vedela, da se tako izgovori, da se tako reče in to je to. A jaz sem imel eno živalo voluhar. In pa še danes sem imel oceno to in sem rekel stilico, miš pa paco. Tako sem rekel. Pa jim rekel, še ena je. In jaz rečem, pa se je voluhar, nekaj tako je. Še ne moram reči tako dober, ne vem zakaj. A rečem prvo, ne vem. Znaš ti kakšno tako besedo še Lidri? Kjera ti je bila najtežja beseda v slovenščini? Žoga. Smisel sigurno imaš. Ena taka, ki je tudi čez dne mogoče niti ne znaš pravilno, res sploh ni problem. Kot jaz. Kot ja, Masar. Kot to ni živesi. Preteklost. Preteklost. Filozof, bravo. Slično.
kaj podobnega. Kaj boš v knjižci jo najdel, evo. No, to v knjižci jo boš najdel. Tako da, to. Kar počati, ni treba zdaj. Skratka, Toni, kakšna je pot? Danes je pot filma, zadnja projekcija je za pogovor pred poletjem je tukaj danes v Domžalah. Kam gre film naprej? V bistvu niti še ne vemo točno. Nekako računamo, da bomo jeseni spet imeli priložnosti tu kinematografe in da bi takrat imeli ta obdobje 2 tednov, 3 tednov, ko bi bil film na voljo v različnih krajih. Še posebej bi se radi vrnili na te kraje, kjer smo imeli zdaj premiero in kjer smo imeli dober odziv. Hkrati pa računamo na jesen, da bomo imeli tudi številne projekcije, ki bi bile namenjene recimo prav šolam, Centru za socialno delo in različnim organizacijam, kjer bi lahko prav specifično populacijo nagovorili z njihovim pogovorom po filmu. Tako da nekako računamo, da bomo konec avgusta, začetek septembra imeli te šolske projekcije in potem v septembra in oktobru jaz upam, da tudi potem dejansko nadaljujemo s potjo filma. Skratka, Ti puzca išči, kaj pomeni dzonce. Tijo! Na naši film piše, kaj piše novi. To pomeni. Evo, definitivno film, ki načenja pogovor. Zaradi tega smo vam v Avli pripravili nekaj soka, nekaj za hrustati, tako da lahko vse naše goste še pocukate za rokav in jih vprašate kaj, kar si zdaj niste upali, pa boste mogoče v dvoje dobili kakšen bolj konkreten odgovor. Hvala, ker ste prišli, hvala za ogled in hvala za to. Hvala.